Dober dan vsem. Naredimo zdaj vajo z vzporedno in zaporedno vezavo uporov. Torej, imamo ta električni krog, imamo tukaj te upore, R2 in R3 sta med sabo vezana vzporedno in R1 je vezan zaporedno glede na ta dva. Torej, poznamo vrednosti vseh uporov in poznamo električni tok. Imamo zračunati napetost in tudi, kako se ta tok porazdeli po teh treh uporih. Torej, R2 in R3, ki sta vezana vzporedno, lahko nadomestimo z enim nadomestnim uporom R4. Torej, ker sta vezana vzporedno, bo veljalo, da ena vlomljeno R4, ena vlomljeno R2 plus ena vlomljeno R3. Damo na skupni imenovalec, ki je R2 krat R3. Torej, R2 gre v R2 krat R3, ga bomo pomnožiti z R3. R3 krat 1 je R3. R3, zato da postane R2 R3, ga bomo pomnožiti z R2. R2 krat 1 je R2. Sedaj obrnemo oba ulomka, imamo R4 enako R2 krat R3, vlomljeno R2 plus R3. Sedaj, tukaj R2 in R3 sta enaka, bi lahko imela različne vrednosti. Torej, 200 ohm krat 200 ohm, vlomljeno 200 ohm plus 200 ohm, ki je 400 ohm. Ohm se krajša, 200 in 400 se krajša, imamo 200 deljeno 2 je 100 ohm. Torej, namesto tega R4 bi lahko dali en sam upor z vrednostjo 100 ohm. Sedaj, ta R1 in R4 sta vezana zaporedno. In torej dobimo nadomestni upor, tako da enostavno seštejemo. Ta nadomestni upor od vsega, v bistvu, ga bomo imenovali R5. Ta R5 je R1 plus R4. Torej, R1 je 300 ohm plus R4, ki smo ga komi izračunali 100 ohm, je 400 ohm. Ja, tako, in sedaj ta R5 je tisti, ki nadomesti vse tri, R1, R2, R3. In zdaj lahko rabimo Ohmov zakon, da zračunamo napetost. Torej, ta napetost je R5, ki je tisti, ki nadomesti vseh, R5 krat I. Torej, R5 je 400 ohm in I je 200 mA. Moramo pretvoriti v standardno enoto amper, ker so miliamper so tisočinke in torej premaknemo vejico za 3 mesta in dobimo 0,2 amper. To pomnožimo, dobimo 80 volt. Torej, tukaj imamo napetost 80 volt. Sedaj nas še zanimajo ti tokovi I1, I2, I3. Torej, kot sem rekel prej, R1 in R4 sta vezana zaporedno. In torej, ta tok, ki pride, je zmeraj isti, ki gre v R1 in potem v R4. Se ni porazdelil, ko gre v R1 in potem v R4, ker gre zaporedno. Torej, ta tok I1 je isti kot I. I1 enako I, 0,2 amper. In sedaj, tukaj pri R4 imamo tudi ta tok. Samo zdaj nam nekaj manjka za to, da mi rabimo Ohmov zakon tukaj pri R2 in tukaj pri R3. Nam manjka napetost, ki je na konceh upora R4. In torej, ker tista skupna napetost je napetost, ki imamo na konceh od upora R1 plus napetost, ki imamo na konceh upora R4. Ja, in torej si izračunamo kot prvo ta U1. U1 je R1 krat I1, ki je bil isti kot T. R1 je 300 ohm krat 0,2 amper, dobimo 60 volt. Torej, tukaj na konceh od R1 imamo 60 volt. Skupno smo imeli 80 volt in torej na konceh upora R4 imamo 20 volt. Sedaj, ki to poznamo, lahko gremo naprej, rabimo Ohmov zakon tukaj in tukaj. Ta U4, ki je na konceh upora R4, je R2 krat I2 in U4 tudi R3 krat I3. Sedaj obrnemo formule, I2 je U4 vlomljeno R2 in I3 je U4 vlomljeno R3. Sedaj damo vrednosti, ta U4 je bil 20 volt, tukaj slučajno R2 in R3 imata isto vrednost. Bi lahko imeli, in torej damo sem in sem zmeri 200 ohm, ampak nasplošno bi lahko imela različno vrednost. In torej dobimo tudi enake rezultate, 0,1 amper, 0,1 amper. Nasplošno bi dobili dve različni vrednosti, če bi bila različna R2 in R3. Vsekakor,
tudi če sta različna sestenjaka, če ju seštejemo, mora dobiti tisti tok, ki pride notri v R4. 0,1 amper plus 0,1 amper, 0,2 amper, ki je prav tisti tok, ki gre notri v R1 in tudi v R4. Torej, to se ujema. Tako, prosim, všečkajte in upišite se. Hvala.